V času osamosvojitve je bilo v velikem delu politike čutiti, predvsem pa v nekdanjem Demosu, izjemno veliko idealizma, izjemno veliko volje. Dejansko je šlo za stvar. Tudi v parlamentu, ko si se pogovarjal z ljudmi, je pri veliki večini šlo res za stvar in to je bilo čutiti. Stvari so se delale drugače, razprave so potekale drugače, argumenti so nekaj veljali. Danes, žal, ko imamo dvotretjinsko prevlado levičarjev v parlamentu, je treba reči, da so stvari precej drugačne. Če pogledamo, kako funkcionira oblast, vidimo, da po eni strani jim je uspelo v tujino odnesti ogromna finančna sredstva. Nekateri iz Združenih držav Amerike ocenjujejo, da se je odteklo v tujino iz Slovenije kar 75 milijard evrov. Po drugi strani smo lahko videli, da tudi nekateri zelo znani ljudje iz levice pač poslujejo preko davčnih oaz. Po domače rečeno tudi ljudje iz Foruma 21 in po drugi strani so to isti ljudje, ki imajo največ zapovedati o nacionalnem interesu. Kaj je v resnici to, kar oni počnejo? Po eni strani spostavljajo družbo monopolov, v kateri mlad, podjeten človek s svojim znanjem, sposobnostmi sploh ne more prodreti, sploh ne more uspeti in potem smo dobesedno, tudi po meritvah mednarodnih institucij, na zadnjem, najslabšem mestu na svetu. To je politika levičarjev. Govorijo o enakosti dejansko, pa s tem sistemom monopolov branijo svoj politični monopol in svojo oblast. In nihče, ker pač ni kompetitivna družba, ne moreš uspešno, ni enakovredno tekmovati, jih na tem področju ne more premagati. Rezultat tega je, da ogromno mladih, najbolj sposobnih bodočih podjetnikov odhaja v tujino, kjer praviloma tudi zelo dobro uspejo. To, da Slovenijo tudi siromaši dvakrat. Prvič zaradi tega, ker odhaja v tujino najbolj izobražen in drugič, ker odhaja v tujino mlad sloj, to se pravi tisti, na kateri bi veljalo graditi bodočnost. In če ob tem upoštevamo še, da se je v tujino odlil praktično ves kapital, da levičarji, ki imajo toliko zapovedati o nacionalnem interesu, poslujejo čez davčne oaze, da potem odhajajo ali oni ali njihovi otroci v tujino, trajno, z denarjem, ki ga izmolzejo iz države Slovenije, od njenih davkoplačevalcev in jo tako trajno siromašijo. Potem seveda vidimo, da je bilo ravnanje takratne desne sredine Demosa točno nasprotno temu, kar danes počnejo levičarji. In dokler bodo ljudje volili levičarje, se za Slovenijo ne bo nič spremenilo na bolje. Ljudje se bodo morali enkrat vendarle zazreti sami vase v svoje odločitve, zavreči nekatere predsodke, ki so jim jih vcepili mediji, in razumeti, zakaj ves demokratičen svet že 100 let govori left is left and right is right. Levo je levo, desno je pa pravo.